Pozdravljeni, dobrodošli v oddaji Neposredno. Z nami je prav posebna glasbena gostja, ki nam bo predstavila svojo najnovejšo pesem. Z njo pa se bomo pogovarjali tudi o položaju žensk v glasbenem svetu. V našem studiu tako pozdravljam slovensko glasbenico, pevko Niko Zorjan. Nika, lepo pozdravljena in dobrodošla v našem studiu. Zdravo, hvala. Pred oddajo so se tudi zmenili, da se bova tikali. Lepo prosim. Ja, zato kar preideve k pogovoru. Super. Se pravi, pa da se še zmenive, ali govoriva knjižno ali pa prekmorsko učive? Pa lahko govorive knjižno. Da če kdorkoli gleda... Tako, ja. Kaj na prekmorci mi zamerili, kaj ne gočin? Tako, bove govorili. Tako, ja. Pa če prideva seveda k tvoji najnovejši pesmi, ki nosi naslov Zadnja noč na zemlji. Torej, kaj te je navdihnilo, da si napisala to pesem? Od ideje, kako je potekal proces ustvarjanja, recimo, kdo je napisal glasbo, aranžma? Se pravi, to pesem sem začela pisati oziroma napisala leta 2023. Spomnim se pa, kako je prišlo do te ideje. Sedela sem v eni pisarni in scrollala po socialnih omrežjih in naletela na eno sliko, ker je pisalo v smislu, če bi danes umrl, kaj bi naredil, nekaj takega. In me je kar stisnilo pri srcu, kako je v bistvu življenje minljivo in kako mogoče zaradi egota včasih zadržuješ neke stvari, in sem si rekla, jaz želim napisati pesem o tem, ker se mi zdi pravilno o tem govoriti in v bistvu spodbuditi občinstvo oziroma dati vsem opomnik, kak je kratko življenje in da si povejmo zdaj to, kar čutimo, da ne bo prepozno. Tako da, se pravi, napisala sem ga, to je zdaj že 3 leta nazaj, oh my god, 3 leta nazaj. Ampak nekako zdaj sem čutila, da je čas, da ta pesem pride med vse vas in moram povedati, da mi je to trenutno res moja najljubša pesem, predvsem zaradi vsebine, zaradi sporočila, ki ga hočem predati naprej, in pa tudi videospot bo zelo ganljiv, čustven in komaj čakam, da boste lahko celo, se pravi, in audio in vizualno videli in slišali. Torej, kje pa ste posneli videospot? Je to potekalo? Snemali smo ga v Novi Gorici in pa v Kopru. V Novi Gorici na železniški postaji in pa v Kopru eni čudoviti vili. In ja, zelo ganljiv bo, ker v bistvu, tako kot sama pesem, govori o starejšem gospodu, ki je že celo življenje sanjaril o eni ženski, ampak zaradi strahu pred zavrnitvijo tega nikoli ni upal priznati in na koncu je v bistvu življenje odšlo mimo brez nje. Torej, kakšno je sporočilo te pesmi na podlagi tega, kar si sedaj povedala? Ja. Sporočilo je, da si zdaj povemo to, kar čutimo, da ne bomo imeli neizrečene besede v sebi oziroma da ne bo življenje minilo, brez da bi nekomu rekel, rad te imam ali pa pogrešam te, ker se mi zdi, čeprav se mogoče zdaj malo grdo sliši, da ko si ti na, pod narekovaj, smrtni posteli, se ne boš nikoli sekiral, koliko denarja si imel, kateri projekt si zavrnil, zakaj ga nisi sprejel, ampak se boš po moje bolj spominjal na stvari, katere mogoče nisi dušno izrazil, se pravi, da si nekomu povedal, da ga pogrešaš ali pa da ga imaš rad ali pa se komu opravičil. In bi rada pač to pesmo res spodbudila oziroma dala opomnik vsem nam, da je življenje kratko in da si povejmo to, kar čutimo, da ne bo prepozno. Se pravi, ta pesem je nekako posebna. V čem se potem razlikuje od tvojih ostalih? Zaradi vsaka pesem, ki jo izdam, je itak na svoj način posebna in jo imam najrajši. Ampak ta je pa predvsem, tudi melodija mi je zelo všeč, mislim, sama sem jo naredila, ampak predvsem pa vsebina, to sporočilo, ki jo nosi. Potem, če pogledava začetek tvoje kariere, ki segal, zdaj že lahko rečemo, nekako v daljno leto 2010, kjer si sodelovala v talent šovu. Torej, kako se danes spominjaš tega dogodka in kako je potem recimo izkušnja vplivala na tvojo nadaljnjo glasbeno pot? Zelo, zelo lepe spomine imamo na to. Pa zdi se mi, da so te talent šovi vseeno res zelo fajna odskočna deska, če se želiš pokazati širši Sloveniji.
Je pa res, da to ne pomeni, da boš potem pa ti kar naenkrat zdaj pa uspešen in imel uspešno kariero, ker v bistvu šovi so ti samo odskočna deska, da ti pomagajo, da te v tistem momentu čim več občinstva v bistvu sploh spozna. Potem pa je na tebi, ne, da pač vztrajaš, delaš, ustvarjaš. In jaz imam lepe spomine na Slovenija ima talent, sicer spomnim se, takrat sem bila stara 16 let in res sem bila zelo, mislim, to je v bistvu bil moj prvi šov, prvič sem igrala klavir pred celo Slovenijo, imela sem grozno tremo in tega nastopa se dejansko ne spomnim, ker sem bila pod takim adrenalinom, da samo, ko pač vidim posnetek, se ga spomnim tako, ko sem pa bila tam, pa vem, da mi je tako minilo in sploh nisem ga tako doživela, ker me je bilo tako strah. Ampak so pa lepi spomini, ker sem dobila res lepe komentarje od vseh 3 žirantov takrat. Nisem pa šla v polfinale, kar sem tudi vesela, zato ker se mi zdi, da takrat še čustveno, psihično nisem bila pripravljena na ta korak. In pa tudi verjamem, da se vse zgodi z razlogom. No, na to sem pa itak čez leto pa pol, ali koliko je to že bilo pol razlike. Šla pa v oddajo Misija Evrovizija, kjer sem bila pa 3. in takrat se je v bistvu, takrat štejem, da se je moja glasbena profesionalna kariera začela. Pa potem pa če pogledava recimo tvoj koncert, ki se je nedavno odvil ob 8. marcu, dnevu žena, tukaj v Murski Soboti, nekako si tudi verjetno spletla kakšno posebno nit za publiko. Zdaj se je torej nekako je bila drugačna od ostale publike, bila je ženska publika. Kakšni so vtisi z koncerta recimo? Pa ni bila samo ženska, bilo tudi dosti moških, ampak jaz se vedno na vsakem koncertu povežem s publiko, ne glede na to, kaj točno je za koncerta, kje sem, to je pač del mene in enostavno se to zgodi, če želim ali ne. In je zelo lepo, ker se mi zdi, da jaz rabim stik s publiko, rabim, kako se reče, feedback ljudi, ker me to polni in se mi zdi, da je to en tak krog sreče, da se to medsebojno, ta energija prepleta med nami. In ja, koncert, se pravi 7. marca v Gledališču Park Murska Sobota je bil čudovit. Kakšni so vtisi? Še bolj podrobno. Zelo, zelo fajne komentarje sem dobila, pa tudi, ko sem se potem po koncertu slikala, so bili vsi veseli in so mi zelo lepe besede namenili. Sem pa tudi v bistvu za to pesmijo Zadnja noč na zemlji naredila eno tako lepo vzdušje, ker sem prosila v bistvu vse, ki so prišli na koncert, da pred koncertom odgovorijo na vprašanje, če je bila to tvoja zadnja noč na zemlji, koga bi poklical in kaj bi mu povedal. In potem so dejansko vsi, čisto vsi, dejansko je bilo res ogromno odgovorov, tako da bi skoraj rekla, da so skoraj vsi to dejansko napisali. So se pravi odgovorili na vprašanje in potem, prej sem začela jaz igrati to pesem, sem tisto škatlico vzela in začela, se pravi, brati njihove misli, ne čisto vse, ampak eno par in se je zgodil res tak čustven, ganljiv trenutek in ja, zelo, zelo je bilo lepo. Si rojakinja, torej si Prekmurka, izviraš iz Petanjec, ja. Če vem, dobro. Ja. Seveda, in pa recimo, kaj te je nekako spodbudilo, da vedno prihajaš v Prekmurje? Tukaj živiš ali pa prihajaš? Trenutno tu živim in jaz sem ponosna Prekmurka in se pravi, vedno se z največjim veseljem vrnem domov. Sicer je res, da sem vmes že živela 7 let v Ljubljani, pa tudi zdaj imam plan, da se bi septembra preselila, zgolj samo zaradi tega, ker imam zelo veliko dela in vse se dogaja tam in studio in intervjuji in karkoli je v bistvu povezano z glasbo, je Ljubljana vseeno center dogajanja, ker je res, da se zelo, zelo vozim, skoraj vsak dan in nabijem zelo veliko kilometrov, čeprav se rada vozim, moram priznati. To te verjetno tudi sprošča? To me sprošča, še posebej, če sem sama, ne. Ker takrat lahko poslušam karkoli želim, pa nobenemu ne gre to na živce, če poslušam eno pesem 10-krat, ali pa kakšne podcaste, ali pa tudi ustvarjam kakšna besedila, pa si potem snemam na zvokovnik, ne. Tako da mi je v bistvu avto zelo ustvarjalno okolje. No, je pa res, da pač trenutno živim doma in mi nič ne manjka, ker Prekmurje, Prekmurci znamo, nekaj Bog šel, kako živete v Prekmurje.
ker vseeno se mi zdi malo čas ustavi. Jaz živim tole v hiši, imamo veliko dvorišče, potem poleti še posebej mi je všeč, ko si zunaj postavimo v bazen. In meni je to čisto dovolj, da jaz sem doma, ustvarjam računalnik, maile, melodije, vse to v Prekmurju ustvarjati ni boljšega. Tako da, ne glede na to, če se bom tudi preselila, se bom itak vedno vračala v vsaki priliki, ko vem, da imam čas, pa da se lahko vrnem domov, oziroma da pač nimam kaj za delati. V Ljubljani sem doma. Ob tako velikih aktivnostih, kot se zdaj sem seveda naštela, morda pa imaš kdaj časa sama zase, recimo, ko se umakneš nekako v samoto, mogoče v naravo? Ja, moram si vzeti čas za sebe, ker če ne, me ta tempo lahko hitro poruši. In kako potem to izgleda, recimo? Zelo rada berem knjige, ampak knjige za osebnostno rast, samo te. To mi ful pomaga, pa da vem, dostikrat tudi kaj meditiram. Sicer ne tako pogosto, kot bi si želela. Potem pa mene že nasplošno sprošča to, ko se sedem za klavir in začnem nekaj igrati, ustvarjati, že to je za mene kot neke vrste meditacija. Pa zelo se rada družim s svojimi prijatelji. To pa kakšni večeri, ob kozarcu vina, klepet, da malo poveš, kaj se ti dogaja, pa da malo oni meni povejo, kaj se v življenju dogaja. To pa imam najrajši. Pa če se ozreva torej v svet glasbe, torej ženski svet glasbe, zna biti recimo ženski svet glasbe kar precej naporen, tudi zahteven. Pri tem si omenila tudi prijatelje, ali so ti v pomoč, recimo, ko se soočaš z določenimi izzivi, z določenimi težavami, ali to vse sama prebrodiš nekako skupaj? Sama, niti pod razno. Če bi to mogla vse sama prebroditi, po moje bi se mi zmešalo. Ne, imam pa res ob sebi in družino in prijatelje, ki mi non-stop stojijo ob strani in so mi največja opora v življenju in brez njih pač si ne predstavljam, da bi jaz bila tako srečna in zadovoljna, zato ker mi res stoji ob strani neprestano in ja, predvsem zato, ker je ta naš glasbeni medijski svet zelo neizprosen, še posebej kot ženska se mi zdi, da te včasih se res počutiš kot neka lutka, ko te vsi gledajo od glave do pet, a ti kaj manjka, vsako napako nekdo opazi. In če si to vzameš fejst k srcu, ni glih najboljše, tako da sem se tekom leta odločila, da na primer komentarjev sploh ne berem, ker čeprav vem, da ni resnica, me še vedno kaj prizadene, ker sem le človek in jaz sem še zelo čustvena in ranljiva punca in se me dosti stvari prehitro po moje dotakne. Ampak po drugi strani pa imam ob sebi pa res krasne ljudi, ob katerih se počutim, da sem res lahko to, kar sem in da se mi zdi, da me res sprejmejo z vsemi mojimi napakami. In to se mi zdi, da je največ vredno v življenju, da imaš odnose in ob sebi ljudi, ki so iskreni s tabo, da jim res 100% lahko zaupaš in da si točno to, kar si. Seveda, to je v glasbenem svetu še kako zelo pomembno. Pa če pri tem omenimo takšno kratko malo težavico, ki se je nedavno pripetila z glasbenim duetom Maraja, torej kakšne izkušnje iz tega sledijo? Kaj si se iz tega naučila in kako recimo je vplivalo to na tvojo glasbeno pot in tudi konec koncev tudi na tvojo osebnost? Ja, to je bila ena izmed težjih situacij v mojem življenju. Je pa po drugi strani mi pokazala eno sliko v smislu, koliko ljudi me dejansko podpira, kako imam zveste in iskrene prijatelje ob sebi in družino. Kar je najbolj pomembno, seveda pri tem. Ja, absolutno. Tako. In da vmes sem se zavedala, ko še pač ni bila rešena situacija, da tudi če ne dobim nazaj nobenih teh glasbenih stvari, da me bodo ljudje še vedno poslušali, ker sem ugotovila, da me pač vseeno imajo radi, da poznajo moje pesmi in da bodo prišli na koncert, ne glede na to, a ne bo na YouTube več mojih pesmi, ki sem jih predtem izdala. Pa predvsem to, da mojo kariero in to, kdo sem, ne določajo samo neki YouTube posnetki, ampak jaz kot oseba in to, kar sem prinesla v glasbeni svet in to, da imam rada ljudi in da se posvetim ljudem, ki me radi poslušajo in da probam dajati vedno čim več pozitivne energije, kar se da. Pa ni bil ravno prav fajni občutek, če fajni povem, torej po prekmursko, ko so ti tvoje videe torej odstranili z platforme?
Ne, to je bilo grozno, ja. Kako si se takrat počutila? Kaj si Grozno, ker mi je bilo, mislim, v bistvu, počutila sem se, kot da me je nekdo izbrisati hotel, dejansko, ne, se pravi, vse moje stvari, vse moje izdelke, ki sem jih naredila, pa to je bilo, se pravi, ogromno časa, truda, snemanja videospotov, bila sem tudi avtorica pač pesmi, a ne, sploh ne znam opisati, grozno, ne. In kako si potem to prebrodila, to težavo, recimo to soočanje s tem? To, da sem dejansko ugotovila, da imam res veliko podpore in da me pač tudi če jih ne bom nikoli več nazaj dobila, da me to ne bo določilo in da ne bom zdaj zaradi tega pa jaz zdaj prenehala. Pa predvsem najbolj pa itak moji bližnji prijatelji in vsi te, pa tudi glasbeniki, ki so mi stopili na glas na mojo stran in to mi je absolutno dosti olajšalo situacijo, da sem jaz v sebi dosti lažje šla skozi to, kot bi bilo, če ne bi tega bilo. Ne. So pa bili potem različni komentarji, torej odzivi publike, pozitivne in negativne, kako si potem to sprejemala? Recimo? Nisem nič brala. To je edina rešitev, najboljša? Ja, ne verjam. In tudi rekla sem vsem mojim bližnjim, da me sploh ne pošiljajo nič, ker me ne zanima in da naj se oni to med sabo kregajo ali pa ne kregajo, jaz nočem nič vedeti, ker škoda, ker me preveč zaboli. Torej, z glasbenim duetom to je bil nekak odnos in seveda, kaj meniš, kako pomemben je odnos glasbenikov torej v sedanjem svetu in tudi na splošno v glasbenem svetu, kako pomemben je, ali igra pomembno vlogo? Jaz mislim, da so na splošnem življenju odnosi najbolj pomembni in jaz, na primer, si želim res sodelovati z ljudmi, katerim res lahko zaupam in da so topli in da imamo neko isto vizijo in da mi želijo dobro in mislim, da sem si pa zdaj ustvarila eno tako krasno ekipo in bandu in v ozadju, za katero sem res lahko hvaležna in vedno pravim, da se vse zgodi z razlogom in se je moglo pač to vse, kar se je zgodilo, zgoditi, da sem zdaj pa tu, kjer sem. Torej, sedaj ustvarjaš še naprej, torej, kdo ti pri tem pomaga, načrtaš še kakšni projekti, nove skladbe, malce povej. Ja, dela se album, se pravi, plan je, da bi mogoče celo drugo leto prišel ven. Nikoli ne bom rekla 100%, ker jaz sem vedno tako, da nekaj rečem, potem pa se nekaj zmes zgodi drugega, pa se premakne cela situacija. Tako da plan je drugo leto, bomo pa videli, če se bo to dejansko realiziralo. Se pravi, zdaj komaj čakam, da izide pesem in videospot nove pesmi Za noč na zemlji. Potem pred poletjem sigurno kakšna poletna pesem. Potem pa... Tudi sabo si prinesla CD? Tako, sabo imam pa CD, sicer to je moj prvi CD in še edini CD, ki ga imam, z malo starejšimi pesmimi, ampak so pa, se pravi, v bistvu tale CD imenuje se Od začetka, v katerega sem dala vse pesmi od mojega začetka kariere pa do tistega trenutka, ko smo ga izdali. Drugače pa moj cilj je, da čim več koncertiram, da imam čim več svojih samostojnih koncertov in da se pravi, ustvarjajo nove pesmi, videospoti in predvsem najbolj pa si želim in upam, da bodo pesmi lepo sprejete med občinstvo, ker brez ljudi, ki me poslušajo, mene ni. Tako da to. Torej, o čem pa govorijo vse te tvoje pesmi, recimo, če pogledava za nazaj, ne, recimo? Kaj želiš skozi tvoje pesmi sporočiti poslušalkam in poslušalcem najbolj? Za nazaj je dosti pesmi bilo napisanih, kjer jih v bistvu niti nisem bila jaz avtorica, ampak vse pesmi so po svoje, imajo neko svoje sporočilo in... In recimo, kako dolgo traja recimo ena pesem, da se, torej, proces ustvarjanja, torej, kako dolgo, 1 leto, leto pa pol, skupaj z videospotom, recimo? To je pa čisto odvisno, naprimer Kliše. Ta zadnja pesem smo jo naredili po moje v 1 mesecu in videospot in vse od tega, ko mi je Maj pokazal celo pesem melodijo in pa se pravi tekst, do tega, da je išla, je bil 1 mesec. Naprimer ta Zadnja noč na zemlji, se pravi, jaz sem jo napisala že 2023, začeli smo jo delati, ne vem, januarja, pa še zdaj še ni čisto končana, tako da to je čisto odvisno, kako se vse poklopi, kakšen je aranžma, ali želiš... Ni recepta oziroma ni nekega recepta, da bi rekel, zdaj pa se bo pa to v 1 mesecu naredilo.
ene stvari se lahko takoj, druge stvari rabijo malo več časa, včasih tudi začutiš, da mogoče ni pravi čas za neko pesem, pa malo počakaš. Tako da to je čisto vse odvisno od situacije. Se pa tudi recimo z izzivi soočaš nekako, ko pišeš glasbo, recimo, oziroma ko pišeš besedila, ne? Pa recimo, kakšni so ti izzivi, recimo? Pa v bistvu jaz, ko ustvarjam, ko začnem delati neki tekst ali pa melodijo, je to meni tak fajn. Jo takoj začutiš, recimo. Ja. Tako, ravno prejšnjič sem šla poslušati, kako sem ustvarjati začela to Zadnjo noč na zemlji, ker itak se vedno snemam, ne, da Bog ne daj kaj pozabim. In sem ugotovila pri tej pesmi, da sem jo ustvarila dejansko, da sem prvo začela in že pet melodijo in tekst svoj. Ker ponavadi vedno napišem samo melodijo, na primer, in potem naknadno napišem tekst zraven. Pri tej Zadnjo noč na zemlji se je zgodilo, da je to pač kar naenkrat prišlo v mene, kot da sem neki medij, ki prenaša neko zgodbo, ki jo pač želim predati, in je to bilo dejansko pesem zelo hitro napisana, čeprav je pač trajalo za 3 leta, da jo izdam. Včasih pa ja, pa začneš nekaj pisati, pa ugotoviš, da mogoče pa danes pa nisi v neki taki energiji ustvarjalni in je potem boljše, da nehaš. Ker jaz se na primer ne morem prisiliti, da bi pa zdaj se odločila, da bi mi zdaj na primer ti rekla, daj Nika, zdaj mi napiši v 1 uri neko pesem. Je to sploh možno? Ja, mislim, bi bilo možno, ampak jaz nočem tega, zato ker potem se mi zdi, da ustvarjalno nisem tako odprta, kot bi bila sicer, če se jaz usedem, ko začutim in sem v nekem taki energiji ali pa ne vem, največ tekstov in melodij naredim na morju. Ker se mi zdi, da me morje, pa to, ko tam jaz imam rada Rab, skoraj vsako leto hodim tja in imam prav eno tako svojo plažico, kjer se skrijem, si dam modrček dol in ustvarjam in je ta prostor mi da neko največjo ustvarjalnost, tako da pravim, čisto spet odvisno. Potem nameravaš peti samo v slovenskem jeziku ali tudi v kakih drugih jezikih, recimo v hrvaščini, recimo, jaz pravim, da, ki gre bolj v uho, ne, recimo to pravijo. Ja, čeprav slovenščina gre tudi zelo v uho. Še včasih celo mogoče bolj kot hrvaščina, pa res, da v bistvu vsak jezik je po svoje lep in speven, če znaš narediti lepo melodijo pa lep tekst speven, ampak jaz pravim, da glasba ne pozna meja, absolutno mi je prioriteta Slovenija, zato ker tu največ ustvarjam in tudi ponosna sem na slovenski jezik in ustvarjati želim v vsakem primeru pesmi v slovenskem jeziku. Sem pa absolutno odprta za možnosti, da bi še posnela kaj v hrvaščini ali pa angleščini, zato ker pač samo ne boje meja in glasba je nekaj najlepšega, kar je na svetu in na nas fajn vpliva in zakaj pa ne bi pela še v drugih jezikih, če slučajno bi to bilo možno oziroma da bi bila neka taka priložnost. Torej, kaj bi želela v življenju spremeniti, recimo, če ne bi bila glasbenica? Kaj bi bila, recimo? Če ne bi bila pevka, bi, pazi to, imela ali se pravi knjigarno. Zakaj pa knjigarno? Jaz, ko stopim v knjigarno, meni je to tako umirjajoče, že vonj po teh knjigah, ne vem, taki mir mi je tam in bi z veseljem delala tam. Zvečer bi pa delala v pivnici, zaradi tega, ker imam rada pivo, pa ker se mi zdi, da imajo te pivnice res posebno vzdušje. In ja, 2 različna pola mene imate. Ena bi delala v mladinski knjigarni, mladinski knjigi. Ena bi delala v knjigarni, druga pa v pivnici. Kakšno pivo piješ? Najrajši pijem lagerje. Zakaj? Se pravi, da je svetlo pivo. Jaz vem našteti več vrst piva, kot pa ne vem, ženske neke te manikure, vrst manikure. Zato, ker jaz imam rada, da ima pivo okus po pivu. Se pravi, in zato so mi lagerji najbolj všeč, pa ker niso tako težki. Naprimer IPA, ki ima ponavadi okus po nekem sadežu, pa mi ni všeč, ker se preveč nasitim, tako da lagerje obožujem. Ja. Pa če se vrnemo nazaj na ženski svet, recimo splošno, kako gledaš ti na ženski svet v prihodnosti? In kaj te moti recimo pri ženskah, recimo v sedanjem svetu? Jaz mislim, da je vsak kreator svojega življenja in da vsak
vpliva na svoje življenje z svojimi odločitvami, z svojimi prepričanji, z tem, kakšen človek je, karakterno je bolj pozitivno naravnan ali negativno, ker jaz mislim, da s pozitivo privlačiš pozitivo, negativo pa negativo. Ful verjamem v te energije in moč privlačnosti, verjetno. Tako, zakon privlačnosti, absolutno. In da predvsem bi si želela, da se ženske zavedamo, kako močne smo in kako smo krasne in čudovite in da smo zadosti točno takšne, kot smo. In da se zavedamo, da ne rabimo nikogar, ki bi nam govoril kaj pa kako, ampak da smo samostojne in odgovorne absolutno za svoje življenje. Torej, na koncu še povejva, kaj bi želela sporočiti, se pravi ženskam in pa tudi glasbenicam, ki so na začetku njihove kariere in pa nasplošno, kaj bi želela sporočiti našim gledalkam in gledalcem, pa tudi v zvezi s to pesmijo, ki jo boš torej izdala. Se pravi, predvsem glasbenikom, ki so na začetku bi sporočila, da naj ustrajajo, da če zares uživajo v tem, mislim, to je najbolj važno, da res uživaš v tem, kar počneš, karkoli je v bistvu to v življenju, ne samo kot glasbenik, karkoli delaš, da uživaš in potem da ustrajaš. In da veš, da je samo nebo meja in da se ti lahko vse uresniči, kar si želiš, samo če res ustrajaš in si pozitiven in izkoriščaš priložnosti, da nastopaš, da se pokažeš. Drugače bi pa vsem pa želela, da smo čim bolj prijazni drug do drugega, ker se mi zdi, da prijaznosti nikoli ni preveč. Pa tudi primanjkuje, ne, v današnjem svetu seveda to. Ja. In da se imamo radi in da si, kot moja pesem pravi, povejmo to, kar čutimo zdaj, ko smo še tu, ko še imamo ljudi, ki jih imamo radi ob sebi, da ne bo prepozno. Nika Zorjan, hvala ti za tvoj obisk v našem studiu. Želim ti veliko glasbenih uspehov še naprej in tako obilo dobre volje, ki si jo prinesla v naš studio. Hvala za povabilo in vse lepo vam in celi ekipi in upam, da se čim prej spet kaj vidimo. Gledalke in gledalci, spremljali ste oddajo Neposredno. Lep pozdrav. Po naključju sva se srečala, le na kratko, kot da znanca sva. Res lepo, da se spet vidiva. Se kdaj spomniš name, ko si sam? Ti spomini kdaj polepšam dan? Se morda vsaj za hip čutiva. Si nekje, še skrit globoko v srce, a to je najbrž že kliše, saj ljubim ne vede. Si nekje, zapisan meni v srce, kot droben tist, da se ne ve, v meni si nekje. Marsikaj bi rada rekla ti, a o tem se sploh ne govori. Ko telo zadrhti, blizu si. Razred saj se midva sva bila, drug v drugem srečo našla sva. Se morda vsaj za hip čutiva. Si nekje, še skrit globoko v srce, a to je najbrž že kliše, saj ljubim ne vede. Si nekje,
ali tebe iščem, ker na beden ima moje srce, ne razume moj slang, se ne najde mene iste in noče sliša, da vse je za manj bilo. Veš, da samo z mano dobro pleše se tango, ta ljubezen je fatalna in nevarna ko Rambo. Gremo ven z bando, pridi k meni v avto, kaj odija zadnja ura, nema veze, ker tu z mano boš do jutra, s tabo ena mi minuta, mine hitro, kot da ena je sekunda, ti si globus, ki ga lahko prepotujem, cela tvoja koža ima samo moje tatuje, igraš na moje strune, način, da nam ratatuje, da se danes sprašujem, če si nekje, še skrit globoko.